Spoštovani akademik Gantar, spoštovane članice in člani akademije, spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, dragi prijatelji in prijateljice, lepo pozdravljeni na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ob predstavitvi tretjega dela spominov akademika Gantarja. Zelo sem vesel, da vas vidim v takem številu kljub razmeram, v katerih se nahajate. Moj pozdrav bo čisto kratek, mislim, da vam akademika Gantarja seveda ni treba posebej pozdravljati oziroma predstavljati, se pravičujem, poznate ga bolje kot jaz in tudi njegov opus verjetno, tako da v tem kontekstu bi samo seveda spomnil, da je akademik Gantar letošnji Prešernov nagrajenec, bil veliko Prešernov nagrado za življenjsko delo, za kar mu še na tem mestu še enkrat posebej čestitam. In hkrati bi seveda rad povedal tudi to, da je, in o tem piše tudi v svojem tretjem delu spominov, da je profesor Gantar leta 2010 prejel tudi najvišjo državno priznanje na področju znanosti, se pravi Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Odkar imamo Prešernove in Zoisove nagrade, ne več Kidričeve, ne poznam nobenega, ki bi prejel obe nagradi, tako da še posebne čestitke. In hkrati se mi zdi to tudi na simbolnem nivoju tako lepo. Slovenska akademija je akademija znanosti in umetnosti in v osebi akademika Gantarja se pravzaprav lepo združujete tako znanost kot umetnost. In mislim, da je to dobro. Vsekakor upam, da bo prireditev 7. februarja lahko potekala v živo in da ne bo tako kot lani, ko je zaradi COVID-a pravzaprav vse skupaj odpadlo. V tem kratkem uvodnem pozdravu bi pravzaprav čisto nekaj kratkih osebnih refleksij vam rad povedal. Najprej to, da kot zgodovinar seveda vedno rad prebiram spominsko literaturo. Spominska literatura je za zgodovinarja en prav poseben vir, ker pač ponuja neko precej intimno perspektivo. Eno perspektivo, ki je drugače seveda zgodovinarji, ko prebiramo razne dokumente in druge vire, ne srečujemo. Zato so to zelo dragoceni vpogledi v preteklost in zraven tega tudi seveda te intimne pravzaprav izpovedi naredijo to zgodovino tudi bolj, če rečem tako, temu skeletu koščenemu dajo nekaj mesa. Človek lahko duh časa seveda veliko bolje začuti skozi osebne pripovedi in tudi osebne usode, ki mnogokrat seveda niso bile enostavne. Že zaradi tega sem seveda to vaše spomine tudi z veseljem prebiral, že prej tudi tretjo knjigo, ki sem jo uspel bolj ali manj samo prileteti, prebral sem si samo nekaj podrobne, nekaj posameznih poglavij, ampak vendarle takšne zadeve so še toliko bolj zanimive, če seveda jih napišejo ljudje, ki jih poznamo in ker ne govorijo tudi o ljudeh, ki jih poznamo, ki so nam poznani, tako da poznavamo te ljudi in te kraje, pa te dogodke še za ne drugačne perspektive. Zaradi obojega sem z velikim zanimanjem seveda prebral tudi te vaše tretje, torej deloma preletel, deloma prebral, prelisal tudi vaš tretji zvezek spominov. Seveda sem se posebej ustavil pri poglavju, kjer opisujete vašo dejavnost kot predsednik akademije oziroma sploh na akademiji. Tudi to so zelo dragocena pričevanja. Kot veste, imamo v 75-letnici izdali zgodovino SAZU, ki je napisal moj zgodovinarski kolega Željko Osed, ampak seveda ta zgodovina obsega ali pa zajema samo čas do konca predsedovanja akademika Milčinskega. Nekaj z predsedovanjem z Bernikovim mandatom. Bernik je seveda tudi obsežno pisal v svojih spominih o svojem predsedovanju in takšne spomini, kot so to, ki so zelo dragoceno dopolnilo razumevanju ali pa poznavanju delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Torej, tudi zaradi tega sem bil, moram reči, da sem z velikim zanimanjem bral akademik Gantar vaš Penelope in Prt. Naj za konec pravzaprav povem samo še dve stvari. In sicer, da sem osebno seveda, preden sem akademika Gantarja sploh spoznal, torej na videz, kako sploh izgleda, sem seveda poznal njegov prevod Prokopija
pod Justinjanovim žezlom. Akademik Gantar, to je bilo moje prvo srečanje z vami, še kot gimnazijski študiral, torej to Prokopija in prve vesti o Slovanih. Mimo grede lahko rečem, da se danes seveda je zgodovinska znanost veliko ukvarja z temi zgodnimi Slovani in tudi s Jasnom Prokopijem, ki ga razumemo morda predvsem drugače, kot ste ga v času, ko ste vi to še prevajali. Druga tema, pravzaprav, ker sem pa potem, ker sem pa že bil kot zgodovinar in delal na fakulteti, kjer so se najme poti križale, pa je seveda konverzija. Ta znamenita spomenica, oziroma spis o prestanjevanju Bavarcev in Karantancev, ki ga je, torej ta konverzija Bavarjorom med Karantanorom, ki ga je profesor Gantar prevedel in objavil leta 1985 v enem zelo, bi rekel, posrečenem, pomembnem zborniku, ki ga je takrat pripravil torej Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti ob 1100-letnici Metodove smrti, kjer so zbrani vsi najpomembnejši viri za zgodovino Cirila in Metoda, začenši s konverzijo, žitja, papeška pisma in tako naprej, da ne naštevam. In to je tudi čudovit študijski pripomoček, zlasti danes seveda, ko vedno manj študentov zna latinsko, vsi moramo pač pomagati s prevodi. In jaz sem letos imel izbrana poglavja zgodovino Panonije v 9. stoletju, Saksovska Panonija, in smo seveda brali tudi konverzijo v vašem prevodu, tako da so študenti tudi s tem seznanjeni. Skratka, da ne bom predolg, veseli me, da lahko vas torej, tukaj predstavljamo ta tretji del vaših spominov in zdaj vam prepuščam besedo kolegu Movrinu, latinistu, ki že dolgo vrsto let obeduje z akademikom Gantarjem in bo da vodil današnji pogovor in seveda današnjemu slavljencem. Hvala lepa. Najlepša hvala, za ta prekrasen uvod. Na poti sem nekoliko razmišljal, kako začeti to predstavitev in bolj sem razmišljal, bolj se mi je zazdelo absurdno, da bi jaz tukaj predstavljal nekoga, ki ga seveda vsi poznate. Prišlo pa mi je na misel, da bi lahko povedal anekdoto, ki pa mogoče ne veste vsi. V Društvu za antične in humanistične študije smo predlani pravzaprav prišli na idejo, da bi profesora Gantarja predlagali za neko drugo nagrado, ki je imela tam med obrazci tudi obrazec za soglasje predlaganega. Na kar sem naredil osnovnošolsko napako, pisal profesor Gantarju, če lahko da je to izpolni in piše, na kar mi je napisal, da je nagrad dobil preveč in da prosi, da ga mogoče ne predlagam. Šlo je zdaj na eksplicitno izraženo zahtevo pravzaprav se upirati, tako da takrat smo temu seveda sledili. Smo pa v društvu ljubitelji Otona Župančiča, ki je, kot veste, napisal, da ga je osel enkrat na let in da je to baš to oslovstvo in da modrec ve, da je danes spal, jutri bo pa plesal po njemu. Tako da, ko smo naredili še en predlog, ga seveda nismo nič vprašali. Tako da moram reči hvala najprej gospod Cunta iz Slovenske matice, ki je vse to koordinirala, seveda Slovenske akademiji in resnično sem vesel, da v tej priložnosti lahko sem bila tukaj. Zdaj pa, ko so se pred več kot desetletjem pogovarjali o Modrijanovi knjigarni, sem za vas uporabil vers iz vašega prevoda Odiseje. Videl je mesta pri mnogih ljudi, spoznal je njih misli, pravi Homer za Odiseja. In zdaj mi je še posebej všeč, da ste za naslov svoje tretje knjige spominov izbrali idejo, ki se navezuje na isti mit, na ta Penelopin prt. Bi mogoče lahko povedali, kako ste prišli do Penelopinega prta in do te prelepe naslovnice, kjer je ta korona vrtnica Eve Petrič. Ja, hvala lepa, zanimivo vprašanje. Jaz sem pred tem izdal 2 knjigi spominov. Najprej Utrinki ugaslih sanj, kjer sem opisal svoje mladostne leta, nekako do poroke in doktorata, in potem Zasilni pristanek, ki sega še malo naprej. Potem pa seveda me je nekako navdajala misel, da tisto moja odisejska potovanja
v daljne dežele, kar se je začelo šele nekje sredi najlepših let, potem in predavanja na tujih univerzah, obiski, te razne funkcije, da bi bilo lepo, če še to obelodanim, pa seveda, kot je vedno v spominih, ko izidejo, vidiš, da si marsikaj spregledal, pozabil kaj bistvenega in sem premišljeval, da bi dodal še en dodatek k tistima dvema knjigama. In sem začel nekako, mislim, ker stvari zdaj seveda vse pišem po računalniku, leta 2012 ali 2013 pisati razna dopolnila in te stvari, za katere ne bi rad, da bi me ušle iz spomina. In sem premišljeval, da bi tistima dvema knjigama, ki sta naleteli na dosti ugoden odmev, dodal še tretjo. Pa sem najprej mislil dati naslov o Vzponi in padci, ali pa Moji vzponi in padci. Potem sem pa to počasi delal in veliko stvari, ki sem jih zasnoval, sem vrgel v koš, ne več v tisti koš za odpadke, za papirne odpadke, ampak na računalniku imam tudi eno posebno rubriko, kjer piše koš. Razlika med tistimi odpadki v papirnatem košu je, da tistega odpile odpad. Ta koš pa ostane leta in leta, če posebej ne daste komande, da se naj uniči. No in sem včasih potem se spomnil, kakšne stvari bom pogledal v koš. Pa sem videl, ta koš sem postavil nekaj, kar sem pa pravzaprav, se mi je zdelo, da sem kar dobro napisal, da danes ne bi boljše. In sem začel stvari pobirati ven iz tega koša. Potem mi je pa prišla misel, saj na vse zadnje, Odiseja je bila pa od nekdaj moje najljubše branje. Se spomnim, to sem že nekje napisal, da sem že v očetovi knjižnici, ko so išle tiste čitanke znamenite slovenske. Najbolj požrl kakšne zgodbe o Odiseju in Polifemu in kaj drugega. Odiseja me je bolj privlačila in kar je zanimivo, bolj kot Odisej se mi je zdela pametna pa modra Penelopa. En tak karakter sem videl v njej. Ženska, ki drži 3 vogale po konci, še več kot 3, 4 vogale, pametna, ki seveda sem se vživljal v tisto in sem vedel, kako je potem tkala svoj prt, pa metala čez noč skrivaj, najbrž v kak koš ali kako, ne vemo točno. Sem rekel, bom dal pa naslov Penelopin prt. No in tako sem to svojo prvotno tretjo prenaslovil v Penelopin prt. Potem sem dobil, ko je ta prt se razraščal, čedalje več je bilo tega, ko je dobivalo svojo končno obliko, sem dobil tudi spretno in zelo sposobno lektorico, ki mi je stvari urejala, pregledovala, Nada Šumi, upam, da je tukaj te navzoča. Jo lepo pozdravljam. No, Nada Šumi in me je enkrat vprašala, kaj bi pa radi imeli za pletnice. Na prvem imate tako lepo zeleno barvo, utrinki ugaslih sanj, ko je še vse v pomladi,
v polnem zelenju, na drugo zasilni pristanek je take odpadajoče listje. Sem pa rekel, ja, mogoče bi pa imel, ker bo to zasilni, ker bo to Penelopin prt, bi imel pa kakšne čipke, mogoče idrijske čipke, ker je moja babica, ki jo jaz nisem nikoli videl, ker je umrla, preden sem bil babica po očetovi strani. Ampak vem, da je bila spretna čipkarica, torej iz Idrije oziroma iz ene vasi nad Idrijo, Kanomla doma. In tudi moje sorodnice, ena nečakinja, ki je bila pozneje učiteljica v Idriji, je vodila čipkarski krožek, tudi sama delala lepe čipke, dobila nekoč celo ene 2 nagradi za svoje čipke. Zdaj živi na Štajerskem, tudi tam vodi čipkarske krožke. Na kar mi je Nada rekla, veste kaj, če bi bila pa čipka, ne vem, če poznate umetnico Petričevo hčerko. Sem rekel, gospoda Ernesta Petriča dobro poznam, ker sva bila nekaj časa stanovalca v istem bloku na Vodmatu, ko sva bila čisto mlada. On je stanoval v Pritličju, jaz pa 3 nadstropja nad njim. Ja, njegova, mislim, poznejša hčerka je pa zelo znana in je zasnovala eno lepo čipko, ki krasi celo notranjost Štefanove katedrale na Dunaju. Ja, sem rekel, če bi pa to si lahko izvolil za naslovnico, pa če ona nima nič proti, pa če avtorske pravice ne delajo kakih težav, potem si pa kaj lepšega ne morem misliti, ker Dunaj imam pa zelo rad. Tam sem preživel nekaj lepih večerov, tam sem enkrat cel mesec preživel, pa pozneje, pa pravzaprav zadnje moje predavanje, ki sem ga imel, preden je nastopila korona pred 2 ali 3 letoma, sem imel spet na Dunajski akademiji, pa na Dunajski univerzi. Zame skoraj ni lepšega, lepše prestolnice, kot je Dunaj, in ne, da bi bil ravno Avstrijakan, ampak vedno sem čutil, da smo zgodovinsko bolj povezani z Dunajem, kot pa recimo z Beogradom. Tudi Srbi sami, veste, Srbe zelo obrajam, ker so se zelo izkazali med 2. svetovno vojno. Naša družina je bila izgnana v Srbijo. Ampak ko sem pozneje govoril s Srbi, so rekli, kakšna sreča je bila za vas, da ste prišli pod Habsburžane, ne pa pod turške sultane. Poglejte, že pri nas v Srbiji Prečani, ne vem, če veste, tisto, kar je preko Donave, to je čisto druga kultura, kot pa to, kar je bil beograjski Pašaluk. Srbske Atene so v Novem Sadu, tole so mi govorili, Matica Srpska ni v Beogradu, ampak tam Dunaj, veste, cesarica Marija Terezija, toliko pa poznamo tudi mi zgodovine, to je bila nekaj drugega, kot pa kak turški sultan ali pa paša, ki smo jih mi imeli. Tako, no, zato sem zelo vesel te ideje, ki se je tukaj uresničila, te lepe podobe.
da sem naredil kar par korakov nazaj v preteklost. Ne? In to se mi zdi dobro, ker ta miselna metafora tega Penelopinega prta v bistvu omogoča vračanje ves čas v preteklost, pravzaprav vse do začetkov. Tako da si bom to dovolil tudi sam. Ne? Pred kratkim sem pisal članek o profesorju Lunjaku, ki je pravzaprav ustanovil naš oddelek. In sem takrat prvič pomislil, da je oddelek za klasično filologijo, zdaj smo praznovali 100-letnico in vi ste že 70 let tesno povezani z njim. Skratka, o več kot 2/3 te zgodovine imate čisto neko osebno izkušnjo. Pa me zanima, kaj danes mislite o tistem delu, ki ga še niste sooblikovali. Skratka, o tem času med vojno. Za Lunjakom je prišel Fran Brdač, za Brdačem je prišel Milan Grošelj. V teh dveh smo vedeli kar nekaj. Pred mesecem dni pa mi je profesorica Butaragina iz Rusije našla Lunjakovo fotografijo v njihovih arhivih. In sem jo videl, ste se profesor pravzaprav sem tja kot iz nekega popolnoma drugega prostora in drugega časa. Ne? Če zdaj pomislite na to, kakšno dediščino so vam zapustili ti ustanovni očetje? Kakšna je bila raven študija pred vojno v Ljubljani? O tem ne moram soditi, kakšen je bil nivo študija na klasični filologiji. Vem recimo, kakšen je bil na slavistiki, ker je bil moj oče eden prvih študentov slavistike in vem, da je slavistika imela že takoj na štartu 4 veličastne, ki so še danes Kidrič, Prijatelj, Nachtigal in Ramovš. To je pojem. Medtem ko na klasični filologiji so pa iskali neko zaciljno rešitev, začasno rešitev. Čudim se, da niso bili malo bolj prožni. Veste, ker smo imeli Slovenci veliko klasičnih filologov, dobrih, ki so objavljali svoje razprave v gimnazijskih izvestih. Seveda večinoma so bila ta izvestja v nemščini ali pa tudi v slovenščini, ampak nekateri od teh člankov, ki so objavljeni v gimnazijskih izvestih, se še danes citirajo v izčrpnejših literarnih zgodovinah ali historični gramatiki latinščine ali grščine. To so bili dobri učenjaki, res da niso bili habilitirani učitelji. No, in v tisti stiski so vendar na pobudo Nachtigala, ki je bil prej, če se ne motim, docent ali izredni profesor na Graški univerzi za ruščino. Tam je spoznal enega ruskega upokojenca, niti ni ta profesor Lunjak bežal pred oktobrsko revolucijo, ampak je že prej dosegel leta za upokojitev, meni se je 70 let ali koliko je bila 65 leta upokojitve in se je potem, bil je po rodu Čeh, bil je potem profesor na ruskih univerzah, najprej v Kazanu. Kazan je bila zelo pomembna, ena, bi rekli, za Rusijo poleg Moskve in Petersburga nekako kot Heidelberg. Tako duhovno srce Povolžja. Recimo tudi Baudouin de Courtenay, ki je raziskoval rezijanska narečja, je bil najprej docent na univerzi v Kazanu. To je bila zelo slavna univerza in je angažirala tudi
češkega štipendista. Carska Rusija je rada dajala štipendije nadebudnim študentom iz slovanskih dežel in tako je češki profesor Lunjak dobil od ruske vlade štipendijo, da gre študirati v Leipzig, ki je bil takrat en največjih centrov klasične filologije, s tem, da bo na to poučeval na eni od ruskih univerz. In je poučeval, meni se je tudi doktorat delal v Kazanu, pozneje pa bil, ne vem, nekaj časa v Petersburgu, nazadnje pa v Odesi. No, potem, ko je pa dosegel leta za upokojitev, je pa šel v Graz, zelo prijetno avstrijsko mesto, kjer so se upokojenci vedno dobro počutili, tako da so rekli, Graz je pa penzionistni štat. Tudi pri nas so nekateri upokojenci, potem recimo Krmavner, to je bil Mensije Deto, tudi Tarasa Krmavnerja. Po upokojitvi šel v Graz živeti. Penzionopolis, rečejo Avstrijci. Kaj? Penzionopolis. Ja, Penzionopolis. No, in tam je lepo vlekel štipendijo, pokojnino rusko, tudi potem, ko je izbruhnila svetovna vojna, ko sta bili Rusija in Avstro-Ogrska sovražni sili, ampak pokojnina je nekaj let še vedno prihajala v Graz. No, leta 17, ko je pa prišlo do oktobrske revolucije, je pa revolucionarna oblast, tako kot radi revolucionarji delajo, vse te pokojnine prestrigla, vse te veze prestrigla, rabila je denar, bila je lakota in tako naprej. In Lunjak je ostal brez sredstev, na kar se je zasmilil našemu ustanovitelju slovanske filologije Nahtigalu, ki je bil profesor na Graški univerzi, in je rekel, bomo pa začasno pomagali Lunjaku. To se pravi, ki je bil že malo v letih, ampak vendar še imel voljo. No in potem je prišel za honorarnega ali pogodbenega predavatelja, nikdar ni bil resno nastavljen. Potem pa zgleda, ne vem, kako je bilo, Slovenska univerza je bila slovenska. Vsa predavanja so potekala v slovenščini. Lunjak je menda poskušal včasih po češko predavati ali pa po rusko, ampak ga niso razumeli. Potem je pa videl, da še najbolj ga razumejo, če po nemško predava. To je bilo pa ena izjema, ki so jo nekaj časa gledali, tako z eno toleranco, najbolj, ampak potem, veste, potem je pa mož prišel v leta, ne vem, mislim, bil je že tam čez 80, 83, še kar predaval, tako da so mu dali konzilium Abeundi, da je rahlo zamiral človek. Ne vem, mislite to bolj. Če pa rečemo, v tistih dokumentih piše, da pogajanja za obnovitev niso imela uspeha. In to je vse, kar piše. Tako da jaz mislim, da sta tukaj dve opcije. Ena je, da je mogoče on že izdeljen, da se mu izdela, da je čas, da gre. Druga je pa to, kar pravite vi. Ja, poglejte, ko je človek, jaz se spomnim, ko sem bil leta 2070 let star. Prej sem enih 12 let poleg Ljubljane predaval tudi na Graški univerzi. Potem sem pa enkrat prekinil to, niti ni bilo.
Na kar mi leta 2000 pišejo iz Graške univerze, če bi prišel za 1 ali 2 leti še predavati v Graz. In sem videl, ko človek preseže 70 let, veste, 6 ali 8 ur predavanj na teden, to ni marsikaj. Bojim se, da je bilo pri Lunjaku posebej podobno, še zlasti, ker vem, da je profesor Grošelj, ki je pozneje, ampak veliko pozneje prišel na univerzo, mi rekel, da je bilo v njegovi generaciji. Profesor Grošelj je bil pa približno ista generacija kot moj oče. Moj oče je rojen 1901. Grošelj Domenci drugega tretjega leta. Da je bilo v njegovi generaciji prva generacija študentov na Ljubljanski univerzi, na klasični filologiji, tudi nekaj zelo sposobnih. Recimo Albin Vilhar, tega je Grošelj zelo cenil, ki je že objavljal razprave v nemščini v vodilnih revijah, zlasti s področja antične mitologije, ampak v Ljubljani ni imel šans, je šel v Srbijo, je tam poročil. Tako da meni je žal, ne morem soditi, ne bi rekel, da Lunjak bil slab profesor, ampak kolikor so se spomnili razni Bradač ali drugi, to je bila zavora, nekako mrtvilo. Profesor Sovre je bil že takoj s prvimi svojimi prevodi zablestel, ne samo s prevodi, tudi izdal že študijo gospodarske razmere v stari Grčiji. Ni pa imel niti doktorata, ker je bila taka nesrečna generacija pred Prvo svetovno vojno, komaj je odslužil tisto enoletno vojaško obveščino, že je moral vojakom na fronto, bil ranjen in tako naprej. Tako da je bilo, ne vem, veljala je klasična filologija nekaj časa za malo lažji študij. Moram reči, da so nekateri rekli, tam pa z malo streho. Ja, ampak ne moram tega soditi. Vem pa, ko je pa prišel profesor Grošelj, pa kmalu za njim še Sovre, je pa dobila ta naša klasična filologija res mednarodni nivo. Imenitno se mi zdi, da ste zdaj sami navezali na profesorja Sovreta. Lani smo imeli neko konferenco, z britanskimi kolegi smo delali skupaj pogled na ta čas in sem našel v Sovretovi zapuščini, ki je zdaj končno prišla vnuk, ohranjen načrt, ki ima naslov Perspektivni razvoj klasične filologije. In sicer je nastal leta 1959 na zahtevo ministrstva, mislim tistega organa, ki je pač takrat to bil, v tisti tradiciji petletk, ki so jo takrat imeli. In Sovre v bistvu kot nestor discipline spiše načrt za prihodnost. Nekaj vrste bi skoraj rekel, glede na to, da je par let kasneje umrl, filološko oporoko. In kar me je presenetilo, je to, da se že v uvodnem odstavku sklicuje na vas. Takole gre. Po razgovoru z nekaterimi stanovskimi tovariši leta 1959, posebno pa ob sodelovanju svojega učenca, dr. Gantarja, predlagam za svojo stroko tale perspektivni delovni program. In potem eksplodira v tem svojem slogu. Ob silovitem tempu, s katerim napredujejo danes tehnične vede, v času, ko se človek uspešno pripravlja na okupacijo sončnega sistema, pravzaprav nikar čutno ni, da je humanistična izobrazba pri nas znova prevzela vlogo daritvenega jagnjeta, ki naj se zakolje na oltarju prirodoznanskih disciplin. Kakšen smisel ima, slišimo, zabavljati, da naša družba troši denar, zlasti pa dragocene delovne moči, ki bi jih koristneje porabljali na drugih področjih za spoznavanje pred tisočletji izumrlega sveta. Proročstvo anahronistično navlako,
kaj nam treba je Homerjev, kaj Platonov, Aristotelov in tako naprej. Potem pa reče, da je antična kultura temeljni kamen naše celotne kulturne stavbe. Skratka, to, da se pravzaprav vrhovna avtoriteta neke discipline sklicuje na svojega učenca, se mi je zdelo vsaj nenavadno. Očitno vam je zelo zaupal. Pa me zanima, kako se spominjate tega odnosa z njim? Ja, jaz, profesor Sovre je meni hotel imeti za svojega naslednika. Že po mojem prvem seminarskem referatu je navdušen prišel in je rekel, pridite k meni in predstojniku Grošlju, vi boste mene nasledil. Je rekel, vendar jaz pač nisem imel tistih moralno-političnih kvalifikacij. Takrat imel sem za sabo malo ozmovskih zaporov in tako naprej. Niti ni bila klasična filologija, ne vem kakšna prioriteta. Na kar me je moj nekdanji ravnatelj gimnazije Stane Melihar, ki so ga tudi odslovili z ravnateljskega mesta, češ da je na klasični gimnaziji pustil, da so se pojavljale razne subverzivne dejavnosti, pač razni literarni krožki, ki niso bili v skladu z marksizmom. No in je bil pa Stane Melihar med vojno v Dachavu, tako da je bil persona nedotakljiva. Ampak so mu odvzeli ravnateljstvo, češ da je bil premalo buden, da je dopustil kaj takega, tako kot so v Mariboru tudi Košarja odstranili, ko so se tam pojavljali oporečniki. No, na kar je Melihar postal visok uslužbenec v državni, v republiški administraciji, na sekretariatu, takrat, to je bilo ministrstvo, samo takrat se je reklo sekretariat za kulturo in prosveto, in sicer je bil odgovoren za svet za znanost. No in pri tem svetu za znanost so potem, ko so bile te razne petletke in to, zahtevali, da se naredijo programi, 5-letni ali 7-letni programi raziskav, kaj naj bi se delalo. To in meni je Melihar rekel, če ste brez službe, jaz bi vas pa vzel, jaz rabim človeka, vi ste zanesljiv, me je poznal še iz dijaških let, pa jezike znate, mi boste pomagali. V bistvu je bil ta njegov svet za znanost predhodnica tega, kar je danes ministrstvo za znanost. Samo da sva bila samo dva človeka, načelnik Stane Melihar, pa jaz kot referent. V bistvu univerza sploh ni spadala pod to, akademija tudi ne. Samo nekateri tehnični inštituti, edini tisto, kar ni bilo pod univerzo, edini netehnični inštitut, ki sva imela, je bil Inštitut za narodnostno vprašanje, je bil malo iz področja. In te inštituti so morali delati te plane, ki so bili pa bolj en spisek želja, veste, predvsem pa preračunati, kaj bi se delalo. No in jaz sem vedel, kako tole delajo tehnični inštituti, pa Inštitut za narodnostno vprašanje, pa to. Pa me je profesor Sovre enkrat k meni poklical na dom, blizu sem stanoval, poznal me je
od svojega bivšega študenta in je rekel, na akademiji sem edini klasični filolog, zdaj si prizadevam, da bi tudi profesor Grošelj postal. Ampak jaz moram to do tega in tega roka, da napište nekaj. In sem nekaj po takem Šimelnu, kot sem videl, da so delali tehnični inštituti, še jaz nekaj nebuloznega napisal. Ne. Vem pa, da sem tistega papirja, jaz nimam več, kar sem dal Sovretu. Sovreme je rekel, ampak gospod Gantar, Sovreme je, ne samo meni, vsem je rekel gospod, nikoli tovariš. Ampak gospod Gantar, jaz tega ne morem plasirati, to je vaše. Sem rekel, gledajte, no, je rekel, sej najbrž je tako narejeno, kot mora biti. No, zato je napisal. Jaz sem rekel, tudi to nimam jaz za eno svojo umetnino. To sem naredil tako, kot je naredil Zavod za raziskavo materijale. Po vodogradbeni laboratorij. Bomo pa še za klasično. Vem pa, da sem notri dal, kar bi bilo prvenstveno treba, Vistalerjev slovar. To je bil slovar, ki so ga slovenski klasični filologi začeli delati še pod staro Avstrijo. Še deželni odbor Vojvodine Krajinske je že leta 1887 dajal ena sredstva za to, da naj vsi klasični filologi začnejo delati en velik latinski slovar in so ga res delali. Tako sem v grobem to. Pravite, če imam kakšne spomine še na to. Spominjam se iz tistih prav starih časov svojega študija, ko še nisem bil asistent na univerzi. Sem pa rad zahajal v popoldanskem času v klasični seminar, ker sta mi profesor Grošelj in Sovre dovolila, da tam delam, za svoje raziskave, predvsem pa za doktorat, da je enkrat tja prišel en starejši gospod Vester, klasični filolog, ki je širši javnosti še bolj znan kot zelo navdušen planinec. Če hodite na Šmarno goro, tam je ena Vestrova pot, ki gre čez Grmado. Ta se imenuje po njem, pa tudi drugje so njegove planinske poti. No, in ta je prišel enkrat profesorju Grošlju, se z njim pogovarjal, jaz sem pa zraven sedel pa poslušal, potem mu je pa razlagal, kako je dobil od Vistalerja navodilo, da pripravi za ta veliki slovar črke B in C. In kako so plačali od listka, še v stari Avstriji, koliko kron je dobil za vsak. To se pravi, to je bil en tak masovni podvig, ko so vse profesorje gimnazijske timsko, en prvi, lahko rečemo, timski poskus izdelave enega slovarja pri nas. In to gradivo je potem ležalo neobdelano, nabiralo se je desetletja, nazadnje je bilo spet kot timski podvig šele leta, malo pred letom 2000, v celoti izdano. To se pravi, mislim, da niti za angleščino nimamo tako izčrpnega slovarja tujejezičnega, kot ga imamo po zaslugi te dežele Krajinske za latinščino.
Toliko se je iz tega spremenilo. Zdaj, jaz bi tukaj mogoče odločil, ne? Imate en tak simpatičen, se mi zdi, understatement, ne, do vaše vloge tukaj. Eno, kar bode v oči, je pravzaprav ta kontekst tega dokumenta. Ta petletka, ne, to je res napol komično. Ta petletka sem šel potem študirati, sesula v 2 letih. Ne. Junija 62 je Tito v Beogradu izjavil, da je v državi preveč težav in da je rešitev v reviziji 5-letnega plana. In mesec dni kasneje je zvezni CK ugotovil, da se je treba takoj lotiti dela za izdelavo novega 7-letnega plana. Drugo, kar mi pade v oči, je pa to, da je pravzaprav, če dam te uvodne Sovjetove bombastične odstavke ob stran, ne, predlog napisan res pretehtano, resno, rekel bi mogoče celo ambiciozno. Ne. Tam so omenjene raziskave slovenskega humanizma, interdisciplinarne študije o protestantih, prevodi grške filozofije, lirike, tragedije, zgodovinopisja, rimske epike, lirike, filozofske, zgodovinske proze, izdaje latinskega slovarja, povezave s tujimi univerzami, pa izhajanje specializiranih znanstvenih revij, pa širitev oddelka. In zdaj imamo občutek pravzaprav, da vse to, kar ste vi na prelomu 60-ih previdno načrtovali, smo pa dejansko čez čas dobili, kot se reče, z dobro, potlačeno, potrisano in zvrhano mir. Glede na tiste okoliščine, leta 1958 je bila tista šolska reforma, perspektiva za klasične jezike verjetno na eni svojih najnižjih točk, je to res vsaj presenetljivo, se mi zdi. Kako vi z današnje distance gledate na tista zadnja 3 jugoslovanska desetletja? Od časa, ko ste ta predlog pisali, od začetka 60-ih pa do konca 80-ih v naši stroki. Ja, mi smo imeli srečo, jaz mislim, da seveda tele načrti, to gre v glavnem za to, da bi se zagotovila sredstva. Drugače je pa v vsaki stroki odvisno vse od osebnosti. Veste, zgodovino delajo osebe. Osebe premaknejo stvari. Ne. Težko je zgodovino planirati. Ravno tako v literaturi vi ne morete planirati, da boste imeli enega velikega pisatelja. Se rodi ravno tako poeta Nastiko. In ravno tako jaz mislim, da smo imeli srečo, da se je v teh letih našlo nekaj entuzijastov, ki so se upisovali na klasično filologijo, da smo imeli ljudi, recimo, kot je bil pokojni kolega Simoniti, ki je tudi v eno od teh stvari zagrizel, kot sem tam omenil, slovenski humanisti, izdal najprej eno izčrpno bibliografijo vseh slovenskih latinskih tekstov, potem pa napisal monografijo o slovenskem humanizmu, kjer je odprl eno čisto pozabljeno ali pa zanemarjeno poglavje in je imelo tak odmev, da je nazadnje to išlo tudi pri Avstrijski akademiji znanosti v nemščini. Pa podobno smo imeli, torej naši profesori. Kmalu se je formirala profesor Mihevčeva, profesor Grošelj je bil eden prvih dekanov, se je bil dekan ravno tisto leto, ko sem se jaz vpisal, ki je skrbel za to, da je šel podmladek v tujino na študij in je preskrbel profesor Mihevčevi, ravno takrat sem rekel, da je bil 2 meseca v Parizu, eno francosko štipendijo se je dogovoril tam z mademoiselle Juliette Ernst, da bo priskrbela eno štipendijo in je profesor Mihevčeva šla študirati grščino
v Pariz, pozneje je dobila tudi štipendijo za Grčijo in tam izpopolnjevala znanje v srednjeveški, v bizantinski grščini. No, potem je imel seveda Grošelj takrat somišljenike tudi v drugih strokah. Tudi profesor Cvitar je si prizadeval, da bi šli čim bolj ven in drugi kot rektor. Tako da je potem se tukaj na klasični filologiji formirala res nekaj osebnosti. Poleg tega so imeli tudi drugi profesori posluh za to. Recimo profesor Cvirk na primerjalni književnosti je zahteval, da mora vsak študent je svoj študijski program tako preoblikoval, da je moral, ne vem, v prvem ali drugem letniku napraviti vsak študent primerjalne književnosti en izpit iz antične književnosti. In vem, da je imel Sovre potem zadnja leta tako polno predavalnico. Predavanja so bila v Nuku, še ni bilo stavbe na Aškerčevi cesti. V 4. nadstropju je bila klasična filologija s pogledom na Križanke in vzadi na Krim. Taka majhna soba, ampak predavalnica je bila tako napolnjena, da so na tleh sedeli študentje, da so na oknih sedeli in zapisovali. Torej, to je bilo to. Veste, to so bile osebnosti. Poglejte, zakonodaja, ker sem bil nekaj časa v administraciji, v službi, sem dobro poznal univerzitetno zakonodajo. In tista stara avstrijska, pa tudi prva jugoslovanska zakonodaja je imela en člen, ki se je glasil, ne glede na vse formalne pogoje o doktoratu, habilitaciji ali kaj, pa lahko univerza na podlagi predloga 3 rednih profesorjev izjemoma povabi za profesorja tudi kakega vrhunskega učenjaka, ki še ne izpolnjuje teh pogojev. Prvi, ki je bil po tem členu povabljen na Ljubljansko univerzo, je bil Plečnik. Seveda danes bi bil, ker bi rekli, arhitektura, to je umetnost. Ampak takrat je bila to tehnična fakulteta in so naredili izjemo. So pa rekli, da s temi izjemami ne bodo preveč širokosrčni. Bojim se pa, da je bil zatem centralizem. Veste, vse je odločal Beograd. Ne samo za univerzitetne profesorje. Celo za gimnazijske profesorje so vse odločbe prihajale iz Ministrstva za prosveto v Beogradu. In recimo, vem, da je moj oče dobil dekret za premestitev na Celjsko gimnazijo 11. oktobra 1930 na moj rojstni dan. Ampak seveda nekaj časa je še trajalo, preden bi nastopil potem službo. Ampak podpisano je pa tisti uradnik za ministra, torej za ukin bogočasne, kot se je reklo, ta in ta. Vse o tem je in seveda Beograd je zaviral, je rajši forsiral druge stroke na klasični filologiji, pa ni bilo. Grošelj je moral ne vem koliko pokazati, preden je lahko postal sploh docent. Tudi Bradača so zelo počasi
seveda Lunjak ni mogel nič pospešiti, ker niti ni bil redno zaposlen, samo pogodbeni. Tako da je klasična filologija svoj veliki vzpon doživela šele pod Grošljem in Sovretom, in to tak vzpon, da je lahko oplajala celo sorodne znanosti. Recimo najvišji strokovnjaki, največji strokovnjaki za arheologijo, Stane Gabrovec, to je bil diplomiran klasični filolog. Tudi v drugih strokah, za srednjeveško zgodovino, Mlinarič. Je prišel enkrat Grafenauer v naš seminar, zdaj bomo pa Mlinariča, ta je pa eden, ki zna ne samo latinsko, ampak bere urbarje, napisane v skracani gotici po nemško. In tako, recimo, so se naši, na teologiji seveda, so tudi naši študentje postali v nekaterih strokah področjih. Tako so se te stvari razvijale. Zdaj bi pa mogoče, ko počasi prihajamo proti koncu, izpostavil še en vidik teh vaših spominov, ker smo ravno piši, ki je tudi Akademija umetnosti. Mogoče še bolj mikavno branje so v teh spominih odlomki, kjer pripovedujete o srečanjih s slovenskimi umetniki, zlasti seveda z mojstri besede. Tukaj so Tone Pavček, Janez Menard, Andrej Capuder, Ciril Zlobec, Alojz Rebula. Preveč jih je, da bi jih sploh lahko tukaj naštel. In bi rad na tem mestu prebral sonet, ki vam ga je napisal vaš soimenjak, Kajetan Kovič. Naslov ima po zgodbi iz Cezarjevega življenjepisa, Rubikon, in se poigrava z dejstvom, da je ta latinski rek, ki ga poznate seveda, alea jacta est, v slovenščino pravzaprav preveden narobe. Izvirna latinščina ne reče, da je kocka padla, v latinščini je kocka zgolj jacta, skratka vržena, še vedno v zraku. Sonet gre takole, naslov je Rubikon, podnaslov je pa Kajetan v Gantarju v presvoju. Za hip se čez oči spustijo veke. V možu je hudi boj dobojevan. Kocka je vržena. In onkraj reke gre z legijami v negotovi dan. Za njim so vojne, dolge in krvave, daleč na mejah znanega sveta. Zdaj z vojsko unovčevat gre težo slave in 7 rimskih gričev trepeta. Napolnjene s kositrno modrino strmijo mirne moževe oči na pot, ki gre v neznano zgodovino. Kaj bo, ko kocka pade, obveljalo, potem usoda pitijsko molči, kažoč mu hkrati žezlo in bodalo. Ta sonet je seveda prelep, ampak za filologa se mi zdi še privlačnejši, je pa s svojim obratom v grško mitologijo sonet, ki ste ga pa Koviču vi napisali v odgovor. Pa me zanima, če bi ga lahko mogoče prebrali sami, pa nam povedali kaj več o tem, kako je nastal. Ja, s Kovičem in Sredi, ki so avtori pesmi 4, smo prijateljevali s Pavčkom, s Kovičem sva bila skoraj isti letnik, meni je ono 31 en let mlajši od mene, hodil v Mariboru med vojno na klasično gimnazijo in sem ga enkrat, seveda sem ga srečeval pri Sovretovih predavanjih. Imeli smo pa takrat en predmet, ki je bil obvezen za vse moške, predvojaška vzgoja. In moram reči, profesori predvojaške vzgoje so bili zelo ljudski in so nam pustili veliko svobode, kot da smo se lahko midva s Kovičem samo o literaturi pomenili, pa o tem. No in vem, da je Kovič stanoval med okupacijo
oziroma meni se je bila njegova mama že pred okupacijo nemško učiteljica v Radenci, tam nekje. Hodil je pa na klasično gimnazijo v Mariboru, pa sem mu enkrat rekel, pa kako to, da imaš ti tolikrat antične motive? Prav veš, med vsemi profesorji na nemški gimnaziji, ki sem jo moral med okupacijo obiskovati, mi je bil najbolj simpatičen profesor latinščine. Takrat je bilo obvezno, ko je prišel profesor v razred, da je moral najprej Heil Hitler pozdraviti. Prav ta je pa sem odkole zamaknil. Je prišel, sem odkole ga zamaknil. Prav videl si odpor do tega. Prav zato sem jo usedel na srce. No in ko sem ta sonet dobil, oziroma mislim, da je že ta sonet nastal, s Kovičem sem se tudi pozneje večkrat srečeval in enkrat sem mu rekel, veš, danes sem pa šel v Leclerc kupiti, tam tiste Leclerc, tisto vele blagovnico, pa sem pri blagajni dal poletje bilo med počitnicami, tisti blagajničarki svojo bančno kartico, pa je tako natančen pregledala pa brala, pa mi pravi ta blagajničarka, joj, koliko imate vi lepi ime, kaj je tam? To je pa moj najljubši pesnik, kaj je tam Kovič? Sem rekel, veš, koliko te imajo rade. To je gotovo kakšna študentka, ki med počitnicami razno dela. No in potem sem mu jaz tudi napisal en sonet. Če kakor ti imel bi moč besed, da vanje bi kot radonsko penino pretakal slavno rimsko zgodovino, poslal bi ti kaj več kot slab sonet. Tako pa, kakor glavku Diomet, ti dajem bron v zameno za zlatnino. Če kot Homer bi plačeval živino, za 100 volov sem plačal jih 9. To je treba seveda malo grško znati in Kovič je to znal. 100 volov po grško hekatomba pomeni hekaton je 100 volov. To je največja daritev bogovom. To se pravi, njegovo darilo je zlato. 100 volov hekatomba. Moja niti 9. Eno je, kar si oba deliva, kjer sva si bližja, kot so nama leta, v imenu istem nisva si na tujem. Ob njem mi prodajalka ljubezniva, zavzdihne imate pa ime poeta, ki ga najrajši berem, obožujem. No, in Kovič je bil rekel, veš, ni slabši kot moj. Ja, tako je, včasih so me navdajale pesniške ambicije, iz teh ambicij se je pa seveda porodila moja želja, da bi tudi antične umetnine čim bolj prevajal, prepesnil tako, da sploh ne bi občutil, da je to prevod, ampak kot da zveni po slovensko. Zdaj mogoče, če smo začela, bi mogoče s tem še končala. Ta skrb za to antično dediščino, ki ste jo na vseh nivojih pravzaprav spremljali v svojem življenju, je nekaj, kar se mi zdi, da zelo izstopa, če gremo spet nazaj iz tega Soretovega petletnega načrta. To je en odlomek
ki se mi zdi tak, da je absolutno časovno zaznamovan, ampak hkrati pa mogoče do neke mere provokativen. Pa ga bom spet prebral. Ob učenju latinske slovnice si mladi človek trenira možgane. In ta trening mu pomaga, da se tudi pri nadaljnjem študiju za poklic in v kasnejšem praktičnem življenju znajde po večini lažje, kakor njegovi tovariši. In potem je v rokopisu so read prečrtu in v kasnejšem praktičnem življenju. To se mi zdelo pa mogoče nekoliko prenapeta teza, ki niso obiskovali humanističnih šol. Spominjam se, reče, da me je neposredno po prvi svetovni vojni vabil direktor ptujske tovarne za čevlje, bil je dunajski Nemec, naj stopim pri njemu v službo. Potem gre pa kar v nemščini. Sie haben, je dejal, die klassische Schulbildung hinter sich und verfügen daher über ein trainiertes Gehirn. Und die Industrie braucht trainierte Gehirne. Skratka, imate klasično izobrazbo in zato imate trenirane možgane in to industrija potrebuje. Mož je kljub svoji kapitalistični ideologiji pravilno ocenjeval vrednost klasične izobrazbe. To spoznanje si danes odpira pot celo v Ameriki in klasični študiji se tam močno uveljavljajo. Lahko z neke distance pogledate na to, v bistvu skoraj bi rekli, prenapeto idejo, ne? Najbrž danes ne bi uporabili enakega argumenta. Ne, seveda ne bi, je pa nekaj, klasična filologija, veste, recimo latinska slovnica. Vem, da nam je profesor Grošelj nekoč rekel, veste, pri latinski slovnici se boste naučili natančnosti in to vam bo tudi pozneje prišlo prav. Če je nekdo v gimnaziji se učil te latinske slovnice, ki ima stroga predefinirana pravila, kaj je prav, kaj je narobe, potem bo tudi pozneje kot graditelj mostov dobro preštudiral in natančno, kaj mora paziti, da se most ne bo zrušil, če bo šla pretežka vprega čez in tako naprej. Seveda je to malo pretirano. Res pa je, da klasična filologija ne gradi samo na logiki, ampak tudi na etiki, na odgovornosti. In vem, da ko sem služil vojsko, sem imel nekaj polpismenih oficirjev, imel sem pa tudi enega kapetana, Tugliča, spomnim se, ki vedno se najbolj zanesel name, pa sem naenkrat vprašal, pa zakaj meni to naročate? Saj imate tam desetarje, povodnike, pa to. Čuj, jaz znam. Ti si študent klasične filologije. Rekel, jaz znam. Jaz sem imel latinski in znam, šta je to. To je človek, koji je pouzen. To ti je človek, na katerega se lahko zaneseš. No, ko ne vem, ne bi to absolutiziral, ampak očitno so bili nekateri. Spomnim se, da sem se nekoč peljal iz Beograda na enem vlaku skupaj v spalniku v Ljubljano z ene seje in se peljemo. Delil sem si z enim mladim zdravnikom, ki je končal vojno-medicinsko akademijo v Beogradu. Sem mu rekel, a ste rojeni v Beogradu? Ja, kam pa zdaj potujete? Prav v Pivko, v Slovenijo. Sem rekel, potem ste pa gotovo zelo nesrečni, ker boste iz glavnega mesta prišli v eno zobačeno selo tam na granici. Je rekel, sploh ne. Prav, veste, naši
bil je, kot rečeno, mlad zdravnik, stažist. V naši armiji velja, da neprijatelj takole zelo bister fant. Je rekel, če ste kdaj bili pri kakšnih vojaških vajah ali manevrih, znate, da neprijatelj uvijek dolazi od zapada. In imaš šanse, da boš napredoval, samo če si bil na zapadni granici. Prav v celi jugoslovanski armiji je za medicinsko službo predviden samo en generalski čin. In to najnižji general-major. Ja. No, in če bom imel to, da sem bil na zapadni granici, in to je pivka, potem imam šanse, da bom še kdaj, tako mi je v hec rekel, pa se pa peljeva mimo Sremskih Karlovcev in pravi, ampak tu je pa jedna iznimka. Sem rekel, ja, vem, tukaj pa bil obiskoval gimnazijo nekdo, ki je postal v jugoslovanski armiji general-polkovnik, to je sploh najvišji čin. Kako pa vi to veste? Sem rekel, zato, ker ga je učil moj profesor Grošelj, ki je bil predstavljen nekoč na gimnazijo v Sremskih Karlovcih in pravi, kako je bila to ena zapuščena gimnazija, kakšen nizek nivo je bil, prav latinščine sploh nikdo resno ni jemal. Dokler ni prišel jedan Slovenac, Milan Grošelj, ki je vzel to zares, prav verjetno ima zasluge, da sem se jaz pozneje odločil za študij medicine, ravno ta profesor Grošelj, to je ta, ki je pozneje postal celo general-polkovnik, pozabil sem priimek, ampak pred svojim spominom to omenjam. Prav, sem rekel, ja, kaj vas najbolj preseneča pri tem, da je bil sin pravoslavnog popa, pa se je v Titovi armiji povzpel tako visoko do najvišjega čina, prav in to po zaslugi enega Slovenca, slovenskega profesorja. In potem v teh spominih piše ta general, ki jih je pozneje izdal v Zagrebu, piše, na žalost je profesor Grošelj že po enem letu odšel in vse je bilo spet postalo. Ne pa za nas. Glede na to, da ste zdaj s to krasno geografsko razprostranjeno noto končali, predlagam, da tudi mi skleneva, kot sva začela, z Odisejem. Vaš prevod Odiseja vsebuje tudi zgodbo o tem, kako se Odisej ustavi pri Fajakih in ga tam seveda izprašajo. V tej točki bi rad spomnil na Odisejev odgovor njihovi zvedavi kraljici, če si spet sposodim dva verza iz vašega prevoda. Njej odgovor je tole dejal Odisej iznajdljiv. Le težko bi kraljica ti vse po vrsti povedal. 9 desetletij je res težko pregledati po vrsti, res je potreben ta princip Penelopinega prta, tkanje mora slediti paranje, pa potem spet novo tkanje. Na srečo današnja priložnost se mi zdi ni zadnja, tako da bomo lahko nadaljevali kdaj drugič, upam, da brez epidemije, upam, da brez mask. Hvala vsem, ki ste prišli in tako presenetljivo v velikem številu. Dokler pa smo še v epidemiji, vas pa pozdravljam z enim od priljubljenih pozdravov Erasma Rotterdamskega, da operant ut totus valeas, tum corpore, tum animo. Hvala vsem.